Ja, hvala lepa. Lep pozdrav za skupaj. Hvala za tako izjemno zanimanje za to temo, za katero se je zdelo, da je že pozabljeno. Oziroma bolje rečeno, za katero so se mnogi zelo trudili, da bi bila pozabljena. Letos se obhajamo 25. obletnico slovenske osamosvojitve in je pač prav, da obudimo spomin tudi na težke plati te epopeje. Veliko zanimivih obletnic bo, nekatere so že bile, srebrnih obletnic in obletnica podpisa tako imenovane deklaracije za mir, ki je bila v bistvu deklaracija za hitro enostransko razorožitev Slovenije. Naslov je zgolj zavajal, je zagotovo takšna obletnica, no, da si jo velja priklicati v spomin za to, da razumeli tudi stvari, ki se danes dogajajo. Pravzaprav brez tega, da poznamo in razumemo dogodke pred 25 leti, zagotovo ne moramo razumeti tega, kar se danes dogaja. Nekaj takšnih dogodkov, ki so jih skušali skriti, še posebej novim generacijam, so v bistvu dogodki, ki v temelju razlagajo stvari, za katere si danes včasih sprašujemo, kako je to sploh mogoče. Podpisovanje deklaracije, tako imenovane deklaracije za mir, je v bistvu ena od treh kampanj, s katerimi se je skušalo ne preprečiti razglasitev samostojne Slovenije, ampak udejaniti to odločitev. Zdaj, te dogodke je pokojni dr. Jože Pučnik imenoval veleizdaja in v bistvu gre natančno za to, kar ta beseda opisuje. Zdaj, prvi tak, da naj povem, da o teh, bom rekel, bolj senčnih plateh slovenske osamosvojitve govori ta knjiga, Bela knjiga slovenske osamosvojitve. V javnosti je že 2 leti. Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve, ki je zbralo ta gradiva in je ta zbornik natisnjen, mislim, da je bilo enkrat tudi že ponatisnjen. Po Sloveniji je bilo kakšnih 50 predstavitev tega zbornika po različnih krajih, pa na vseh 50 predstavitvah ni bilo toliko novinarjev, kot jih je danes. Se lepo zapoljujem za udeležbo in upam, da bo nekaj od tega, tudi za širšo slovensko javnost. Torej, kogar zanimajo podrobnosti, ki v tem času, ki je namenjen tej predstavitvi oziroma tej naši razpravi, namenjeni predvsem obletnici podpisa deklaracije, da bo možno osvetliti, vse podrobnosti najdete in vse dokumente in še mnoge druge najdete v tem zborniku. Ampak ti trije poskusi, da se prepreči zavarovanje slovenske osamosvojitve z realno silo, oziroma da se prepreči dejansko osamosvojitev, so bili razorožitev slovenske teritorialne obrambe, podpisovanje te deklaracije za mir in dogajanje v samem teku vojne za Slovenijo, tik pred in takoj po razglasitvi samostojne države. Zdaj, prvega in tega bom zgolj omenil zato, da bomo to deklaracijo lažje videli v kontekstu, nekoliko več pa se bomo kasneje v pogovoru, kot je voditeljica obljubila, pomodil ravno pri tej deklaraciji, ker je pač okrogla obletnica. Zdaj, dogodke, ki so ključni na tej poti, ker slovenski državnosti več ne poznamo, že to, da bi se našteval, bi zelo veliko časa. Namenim samo Majniško deklaracijo leta 1989. Če preberete to Majniško deklaracijo, ki je takrat podpisalo več kot 100 000 ljudi,
in ki je kasneje dobila politično nadgradnjo v programu Demosa, ki je dobil potrditev na prvih večstrankarskih volitvah. Potem boste videli, da v tej deklaraciji ni nobene besede o tem, da bo Slovenija še prej, preden bo nastala, sama sebe razorožila, se demilitarizirala, ker je bilo vsem jasno, da v tem primeru iz sanj po samostojni državi ne bo nič. Tukaj zelo jasno piše, hočemo živeti v suvereni državi slovenskega naroda in sami odločati o svoji usodi. Ta deklaracija je bila podpisana 5. maja, oziroma 8. maja leta 1989, lani smo obhajali 25. obletnico, prebrano v času, ko je bila Slovenija razdeljena na tiste, predvsem politični sferi, ki smo želeli samostojno Slovenijo, in na tiste, ki so Slovenijo še vedno videli v Jugoslaviji. Proti tej majniški deklaraciji je takratna oblast, se pravi Zveza komunistov, Socialistična zveza, Zveza socialističnih sindikatov in tako naprej, lansirala temeljno listino, tudi to vidite gor na zaslonu, kjer pa govori o suvereni Sloveniji, vendar še vedno v okviru Jugoslavije in v okviru nekega samoupravnega socializma. To je bil tudi čas, recimo, ko je takratni predsednik predsedstva Slovenije, takrat še Socialistične republike Slovenije, dejal, da bi bila odcepitev Slovenije samomor, ki ga bodoči rodovi nikoli ne bi odpustili. Ta izlet v leto pred, se pravi leto 1989, delam zato, da bomo razumeli kontekst, v okviru katerega se je potem podpisovala ta tako imenovana deklaracija za mir. Torej, Demos je zmagal z ključno točko programa iz majniške deklaracije in na sam dan, ko je prisegala Demosova vlada, vidim tudi nekatere kolege, ki so bili takrat z nami vladi, je jugoslovanska armada ob asistiranju takratnih starih oblasti v Sloveniji, ki so bile pač poražene na volitvah, razoroževala slovensko teritorialno obrambo. Da se je to dogajalo v asistenci, je jasno, tukaj je knjiga Veleizdaja Slovenije, kjer so dokumenti o razorožitvi teritorialne obrambe, deloma so povzeti tudi v beli knjigi. No, to je prav zbornik, ki je namenjen razorožitvi, imate poročila iz praktično vseh občinskih štabov teritorialne obrambe in iz teh poročil izhaja, kako so mnogi takrat klicali na republiško predsedstvo, ki je že priseglo, Milana Kučana in ostale, in jih rotili nekaj naredijo, kjer so dobili tajen ukaz za razorožitev, vendar ti ljudje niso nič storili. V nekaj dneh, maja leta 90, je bila Slovenija skoraj popolnoma razorožena. Tukaj je seznam na 2 listih oborožitve, ki ga je imela slovenska teritorialna obramba pred razorožitvijo. Gre za oborožitev za preko 100 000 mož. V začetku leta 1989, čemer se ni nič vedlo, in deloma tudi v začetku leta 1990, jugoslovanska armada iz Slovenije odpeljala vse zaloge tako imenovanega trofejnega orožja, ki je bilo hranjeno še iz času druge svetovne vojne, vendar še vedno uporabno. To smo videli kasneje v balkanskih vojnah, ker je armada izdatno zalagala s tem orožjem, predvsem srbsko stran. Dr. Jože Pučnik je enako Ivan Oman, pa vas to razorožitev poimenovala za veleizdajo.
Zato velja ni noben odgovarjal, kljub mnogim dokazom. Še več, ključna oseba, ki je morala to preprečiti, to je takratni sekretar za notranje zadeve, ki je sam trdil, da je imel vse informacije o vsem, kar se je dogajalo na samo Slovenijo, pa tudi v Jugoslaviji, je pred nekaj leti dobil eno najvišjih državnih odlikovanj. In celo nekaj bilo besedičenja, da gre za prispevek o osamosvojitvi. Zato, da bi na nek način vseeno obdržali te sanje po samostojni Sloveniji žive, smo pa razorožiti pričeli za akcijo manevrska struktura narodne zaščite. Tone Krkovič je bil njen prvi edini načelnik. V nekaj mesecih je nastala, za silo oborožena struktura, ki je tudi s tem postrojem, ko vidite sliko iz Kočevske reke 17. decembra 1990 tik pred plebiscitom, ki je bila sposobna za silo zavarovati to plebiscitno odločitev. Ko smo Slovenci glasovali na plebiscitu za samostojno Slovenijo, ker se je pokazalo, da je bil slovenski narod zelo enoten, kljub veliki meri razdeljeni politiki, je to odločitev branilo preko 20,000 z lahkim pehotnim orožjem oboroženih močnih fantov v takrat že s ponovno slovenski teritorijalni obrambi, kjer smo z ustavnimi amandmaji prevzeli to pristojnost nase v septembru, in policija. Plebiscit je mirno potekal in takrat se je zdelo, tudi jaz osebno sem recimo verjel, da je tako sjajen rezultat pravzaprav združene samo slovenski narod, ampak tudi slovensko politiko, in da bomo zdaj v teh 6 mesecih vsi enotno delali za to, da bomo za čim nižjo ceno pač to samostojnost dosegli. Žal temu ni bilo tako. Žal temu ni bilo tako. Zdaj, kot strela z jasnega je 6. februarja, torej dober mesec po razglasitvi rezultatov plebiscita, udarila ven vest, da bo naslednji dan predstavljena deklaracija za mir. Je bila tudi objavljena. Zdaj, kdor je prebral, je takoj videl, da to ni deklaracija za mir, ampak je v bistvu deklaracija za hitro enostansko razorožitev. Ta deklaracija nič ne govori o jugoslovanski armadi, ki je bila takrat v Sloveniji do zob oborožena. Govori po tem, da je oboroževanje zgrešena pot, ne prinaša nobene varnosti, in da je kakršenkoli oborožen konflikt na ozemlju Slovenije katastrofa in samomor, ter da Slovenija ne potrebuje lastne vojske. Tukaj izrecno piše, za varnost Slovenije naj skrbi zgolj policija in profesionalna in dobro organizirana civilna zaščita. Da je to deklaracijo so javnost lansirale opozicijske stranke, nekatera civilno-družbena gibanja. Zdaj, če bi šlo samo za to, bi to bila epizoda, ki se danes ne več spominja. Problem pa je nastal, ko je naslednji dan, oziroma ko je v naslednjih dneh, predvsem naslednji dan, to deklaracijo podpisalo veliko ljudi, ki so takrat Slovenijo odločali. To, da je podpisal Milan Aksentijevič, delegat jugoslovanske armade v parlamentu, je bilo tragikomično. Človek je hodil v uniformi, je podpisal deklaracijo za proti slovenski vojski, ampak ker je bil iz ILA, je bilo to razumljivo. Ampak, tudi to, da je podpisal Jože Školč, ni nikogar presenetilo. Rado Bohinc tudi ne, ker je takrat so ravno osnovali neko jugoslovansko socialdemokratsko unijo, ki je bilo odkrito proti osamosvojitvi Slovenije.
Da je to podpisal koprski župan Aurelij Juri, tudi ni nobenega posebej presenetilo, ali pa Franko Juri, ki je bil poslanec v državnem zboru in se je norčeval iz samostojne Slovenije v svojih karikaturah praktično vsak dan. Tudi nikoga posebej presenetilo in zaskrbelo. Nas je pa zaskrbelo, ko je bil spodaj podpis ministra za finance Demosove vlade, gospoda Kranjca, podpredsednika Demosove vlade, Jožeta Mencingerja, predsednika v bistvu največje stranke, čeprav opozicijske, Ribičiča, je bil Roman Jakič, poslanec ni nas to ravno skrbelo, čeprav je glasen. No. Problem pa se je zgodil, ko so to deklaracijo kar naenkrat podpisali 4 člani predsedstva Slovenije. Predsedstvo Slovenije bo takrat ni ustavil, ni bilo zgolj nek formalni poveljnik obrambnih sil, kot je danes predsednik republike, ampak je bilo dejansko. Je bil to dejansko organ, ki je imel velike pristojnosti. Vrhovni poveljnik teritorialne obrambe, tudi vseh obrambnih sil, tudi policije, v primeru izrednih razmer. In to je predsednik predsedstva, to je v mednarodni izdaji Matjaž Kmecel, član predsedstva Dušan Plut, predsednik Zelenih tudi, in Ciril Zlobec. Sedaj, 4/5 vrhovnega poveljstva je podpisalo dokument, katerem je pisalo, da Slovenija ne potrebuje vojske. Zdaj, kako se je vojska, ki je nastajala, takrat počutila, lahko verjetno pove najbolj s prve roke Tone Krkovič. Jaz sem nekaj stavkih opisal samo moje srečanje s to realnostjo. Jaz sem v tistih dneh, ko se je to podpisovalo, obiskal, mislim, da eno enoto iz Domžal, ki je bila na usposabljanju v gozdovih gor nad Kočevjem. Bil mraz, sneg, blato, v tistih starih uniformah so tam fantje trenirali. Jaz sem jih hotel nagovoriti, ampak so me kar sami obstopili. Eden je pred mano vrgel časopis Delo, ker je bila ta deklaracija objavljena in da je to vse podpisal. In mi je rekel, vi tam v Ljubljani se zmete. Ali rabimo vojsko, ali ne rabimo. Če jo ne rabimo, se minemo tukaj po blatu varal, pa zmrzavali, ker imamo doma poslužili bolj pametno delo. Rekli, ti si minister, pet v Ljubljano, pa se zmete. Drugače smo šli sami domov. Ko daleč je stvar prišla. Mi smo takrat načrtno usposabljali predvsem specialne enote iz močnih občinskih štabov in ta proces je bil, rekel, v tem političnem ali pa moralnem smislu s to deklaracijo v temeljno ogrožen. Je bilo par občin, ker smo poslali pozive, pa skoraj ben ni prišel. Ker zakaj bi on šel na vojaške vaje, če vrhovni povednik prav, da ga ne rabi. Slovenski javnosti to sicer ni tako odmevalo, ker pač je bila situacija skrajno smrtno resna in iz tega nismo hoteli delati večjega cirkusa, kot je bilo potrebno, ampak v ozadju je bilo zelo pesimistično. No in že naslednji teden, potem, ko je bila ta deklaracija podpisana z vsemi temi imeni, se je pokazalo, kaj pravi namen. Naslednji teden je skupščina začela obravnavati ponovno zakon o obrambi, zakon o vojaški dolžnosti in proračun. In zbor združenega dela, ker je imela opozicija večino, je to blokiral. Nikamor se ni premaknilo. Zdaj, tukaj v beli knjigi imate objavljene razprave iz tistih sej. V bistvu je bila edina tarča je bila slovenska vojska.
za nobeno ceno dopustiti, da se Slovenija pripravi na to, da bo obranila samostojno Slovenijo, če je bo seveda vlada v skladu z voljo ljudstva na plebiscitu razglasila. Mi smo zakon o obrambi predlagali že jeseni, 6 mesecev, v najbolj križnem času, 6 mesecev zakon obravnaval in na koncu je bil s težkimi mukami po vseh teh procedurah, ker je bilo treba sklicati skupno sejo, če en zbor ni soglašal, sprejet, mislim, da z enim glasom večine. 29. marca. Obrambni proračun je bil sprejet 30. marca 1991. Torej, Demosova vlada ni imela 6 mesecev za pripravo na ključnem področju, ampak je imela 2 meseca in 26 dni. 2 meseca in 26 dni. Ker dokler ni bilo denarja, ni bilo možno nadomestiti ključnega izpada po razorožitvi. Zdaj, situacija je bila tako resna, da sem jaz, kot takratni sekretar oziroma minister za obrambo, čez 2 tedna potem, ko se ljudje niso enostavno več odzivali na te pozive za usposabljanje, napisal eno interno pismo članom predsedstva in članom vlade, ki so podpisali to deklaracijo z precej ostrim besednjakom. Pismo je objavljeno v Premikih, če koga zanima to besedilo. In šele po tistem pismu se je nekako premaknilo. Ta tema, da Slovenija potrebuje vojske, je izginila po 2 tednih iz časopisov. Ker se o tem ni več pisalo. To ga je očitno malo zaskrbelo. Takrat, če se spomnite, je prišlo tudi do tiste zloglasne seje zveznega predsedstva nekje na Topčideru, in videlo se je, da je vrag vzel šalo. Ampak kljub temu, ko se je glasovalo, pičla Demosova večina za ključne zakone. Zdaj, tudi potem, ko je bilo že vse več ali manj določeno, so nekateri samosvojiti nasprotovali, nekateri so bojkotirali glasovanje, razglasitev. Tukaj je dopis Franka Jurija, ki je napisal mene na to žalostno proslavo: ne bo, raje bom doma gledal, bo morje, širino in svet. Franka Jurij, republiški poslanec. No, ta poslanec je čez 2 leti potem, ko se je Slovenija kljub njemu osamosvojila, postal ambasador te države v Španiji. To so ti znani prizori, ki jih vsi radi gledamo. Velika euforija je bila, vendar pa je hkrati v tistih dneh potekala ta tretja kampanja za to, da se slovensko osamosvojitev na vsak način ne prepreči v smislu razglasitve in deklaracij in tako naprej, ampak v smislu realnega dejanja, se pravi v smislu prevzema realne oblasti in tudi ubranitve tega prevzema. Nekako so bili eni nesrečni, zdaj s tem je postalo jasno, ko so prišli na dan pogovori med italijanskim konzulom v Ljubljani in članom predsedstva, celo podpredsednikom predsedstva Cirilom Zlobcem. On je italijanskemu konzulu dnevno referiral o tem, kaj so se pogovarjali na sejah predsedstva, ki je ustavna komisija, vse iz strogo zaupnih dokumentov, tako da tudi Beograd je preko Rima veliko teh stvari izvedel. Ključna stvar, ki je bila izdana, je dejanski datum osamosvojitve, ker mi smo, Jugoslovanska armada se je pripravila intervencijo 26. Točno po 6 mesecih. Mi smo jih skušali prelisičiti tako, da bi se osamosvojili vsaj en teden prej. Ampak nekako ni šlo. Opozicija ni hotela pristati na spremembo zastave, recimo, in še na nekatere druge akte, največ pa ne bi imelo smisla razglašati samostojno državo z starimi simboli, in so pogajanja potekala
pravzaprav do zadnjega dne, tako da smo na koncu lovili samo en dan presenečenja, strateškega presenečenja, ki smo ga sicer dosegli. Ne. Slovenija se dejansko osamosvojila ne 26. ampak 25. Najavljali smo vse za 26. ker smo pač skušali Beograd prehiteti, zato da ne bi bili mi tisti, ki bi prvi uporabili silo, če bi do tega prišlo. In to se je sicer posrečilo, ampak ne v celoti, kajti gospod Zlobec je seveda promptno italijanskemu konzulu izčvekal, da to ne bo 26. ampak 25. Beograd je to zvedel. Skušali so spremeniti načrt, deloma so to uspeli z Reškim korpusom, ne. Zato je na Primorskem se enote Jugoslavijske armade šli na cesto in na mejne prehode dan pred, druge niso bili pripravljeni. Tam je general Čart, nažalost Slovenec, ne, bil bolj papeški od papeža in Slovenija je bila, ko smo razglašali samostojnost in dvigali zastavo tukaj, v bistvu že v vojni, pa nekako tega sami sebi nismo hoteli priznati. Ne. Istočasno, ko je bila tle v Ljubljani euforija, so bili na Primorskem tanki na ulicah, ponekod že na mejnih prehodih, v Polju so ljudje goloroki ustavljali te tanke, isto v Črničah in še marsikje druge, kjer zdaj VSO postavlja obeležje. Tako da, seveda pa je to samo pač en tak nazoren detalj. Gospod Zlovec je tudi stalno jokal, kako bo dan osamosvojitve žalosten dan, celo policija ne bi stavkala takrat. Tale Demos nas je spravil veliko nesrečo, pa še z neko častno četo želijo paradirati tam. Tudi na seji predsedstva je bila silna razprava o tem, ali lahko četa, ne, častna četa Slovenske teritorialne obrambe sploh sodeluje na razglasitvi samostojne države. Največ razprave je bilo o tem. In komaj smo to spravili čez. Pa še potem mislim, da so morali biti brez orožja. Ne. To je silno motilo. Ne. No, isti dan, ne, dan osamosvojitve je tukaj vrsta borčevskih organizacij iz Štajerske in iz Maribora, v njihovo odprto pismo, ne, protestirala proti osamosvojitvi. Danes slišite predstavnike Zveze borcev, ki govorijo, kako so malo da ne to naredili leta 43, ne. V bistvu so bili tudi leta 91 proti, ne. Niso bili vsi, ne. Absolutno so bili tudi izjeme ljudje, ki so bili iz njihovih vrst iskreno za osamosvojitev, ampak številne organizacije so proti temu protestirale, tukaj se obtožuje Demosov vlad, zato danes je to noče, ben slišati. V beli knjigi so ti dokumenti. Zdaj, takratna mladina je izhajala z naslovi Samostojna Slovenija, ne hvala. Ne. Meja na Kolpi je zločin in podobno. Ne. No, bolj nevarno je pa bilo nekaj drugega. Ne. Tukaj imate en skromen članek iz Dela, objavljen, mislim, da 17. junija, maja. Del knjige je boljš faksimile. No, to je poročilo z sestanka Zveze komunistov Stranke demokratične prenove, ki se je sestala z svojimi tovariši iz Bosne in iz Hrvaške. V tem sporočilu so slovensko javnost obvestili, da so sicer za to, da Slovenija razglasi samostojnost, ampak samo pod pogojem, če isto sekundo spet ponudi povezavo drugim jugoslovanskim narodom. Se pravi, da rečemo, ne, smo se osamosvojili, ker to zahteva plebiscit, ampak od zdaj naprej smo pa spet skupaj. Zdaj, iskreno rečeno, teh njihovih izjav prav resno ni nihče vzel. Takrat, ker je bilo vse pač v pričakovanju tega velikega dogodka in v naglici teh priprav.
Se je pa ta formulacija, ne, razglasimo samostojnost, ampak takoj naslednjo sekundo ponudimo novo povezavo, pokazalo v pravi luči, ko so išli spomini takratnega predsednika Zveznega izvršnega sveta Anteja Markovića. Mogoče je kdo bral, tam v 20 letih je tudi Mariborski večer pod listku objavljal del teh spominov. V teh spominih Marković govori o tem, kako je na zadnjem obisku, ki ga je imel v Ljubljani, tam nekje, mislim, 12. junija. Jaz se spomnim, da smo ga v Vili Podrožnik začer čakali na večeri, na tisti nekih zadnjem poskusu pogajanj, ne, mirni razdružitvi, njega in admirala Broveta, in on je 2 uri zamujal. Nismo vedeli, kje je. V teh svojih spominih je opisal, da se je takrat sestal za takratno opozicijo v Sloveniji, oziroma točno je model komu krivice z Školčevimi liberalnimi demokrati in Ribičičevimi komunisti oziroma prenovitelji, socialisti pa se tega niso udeležili sestanka, in tam jih je Marković nagovarjal, naj nekaj naredijo za to, da bodo vrgli Demosovo vlado preden bo prišel 26. junij. In tako pač ne bo nič za realno osamosvojitvijo. Vendar pa, kot piše Marković, so njemu razložili, da imajo drug načrt. Da ne bi bilo pametno, da vlado vržejo pred 26. ker bo potem itak sama padla. Povedal sem, da oni pričakujejo, da pač samostojna Slovenija se bo razglasila, ampak naslednji dan bo pač Beograd interveniral, ne? Slovenija bo zaprta, nihče ne bo priznal, začela se bo kriza, ljudje bodo čez nekaj tednov spoznali, da jih je Demos zavedel nesrečo in vlada bo sama padla. Rekli so, mi ne želimo prevzeti odgovornosti, plebiscit je bil, ne? Da ne razglasimo, ne, samostojne Slovenije, ampak to bo itak operetna razglasitev. To bo operetno osamosvojitev. Šele ko sem jaz zbral te spomine, sem jaz razumel, zakaj so takrat toliko operirali s tem izrazom operetna. Ne? Nismo vedeli, da je tukaj neka širša podlaga. Na srečo se jim to ni uspelo, se jim ta operetna projekcija seveda ni uresničila, ne? Slovenija se je ubranila, ne? In stvari so se odvijale drugače. No, ampak kljub temu, tudi potem, ko je bilo jasno, ne, da Slovenija ne bo klonila, da so dovolj močni, se, rekel, ta tretji val veleizdaje ni končal. Še ena knjiga je zelo zanimiva, ki bi mogla biti prevedena v slovenščino že zdavnaj, pa še vedno ni. Italijanski politik Piero Fassino, ki je bil takrat sekretar Socialistične internacionale, kasneje bil minister za trgovino v italijanski vladi in namestnik zunanjega ministra in tako naprej. Mislim, da je župan enega mesta, še vedno aktiven, on je izdal knjigo spominov, Per passione iz strasti, kjer opisuje, da je bil v Sloveniji, ne? Tam prvi dan vojne, v imenu Socialistične internacionale, vlada za to ni vedela, znanje ministrstvo za to ni vedel. Bil je pri Milanu Kučanu in Cirilu Ribičiču. In pravi, oba sta me rotila, naj naredimo vse prek Socialistične internacionale, da mednarodnega priznanja Slovenije ne bodo podarili Demosovi vladi. Desnici, ne, prav, mislim, ja. Se je, v beli knjigi je pač točen citat, v tem smislu. Zdaj, to knjigo je po letih, polk je išla, mislim, da enkrat opazil Dimitrij Rupel, in je to napisal v enem članku, ne, da bi bilo dobro malo pojasniti te zadeve. Noben večji slovenski medij tega ni opazil, noben tega ni omenil.
da se je Ribičič kasneje enkrat nekaj na kratko zgovarjal. Ampak to ni bila udarna vest na nobeni televiziji nikjer. Predstavljate si, da bi en italijanski politik napisal nekaj takega za koga od nas, ne? Sedimo tukaj, pa za Lojzeta Peterlet. Recimo, da bi nekaj pisal, da je Lojzet Peterlet rotil sekretarja Krščansko-demokratske internacionale, naj ne priznajo Sloveniji. Naslednjo sekundo je bila to glavna novica, ne, vseh slovenskih medij. Kjer pa gre za posvečenje, to še vedno, kot da tega ni bilo. Tudi demantija ni bilo, seveda, če bi oba demantirala, bi verjetno Fasino še kaj več povedal. Ne? Tako da najboljš, mislim, so se odločili za cenzuro. In ta cenzura traja, zdaj mislim, to je šlo leta 2003, 13 let. 13 let. To je Neven Borak. On je bil glavni svetovalec v uradu predsednika predsedstva Milana Kučana v času slovenske osamosvojitve. Kasneje je bil direktor Agencije za varstvo konkurence, ne, ki je ščitil nacionalni interes. No, prvi svetovalec Milana Kučana je bil tudi kolumnist. On je vsak teden kasneje še bolj pogosto, pred osamosvojitvijo pod pseudonijo Veno Carbone, ne, napisal v Ljubljanskem dnevniku tekst proti slovenski osamosvojitvi, še posebej proti slovenski vojski, proti specialni brigadi, to mu je bilo prav specialnost. Ne. V Ljubljanskem dnevniku je tudi 26. junija, ne, ko so bili tanki povsod po Sloveniji, izšel članek, na prvi strani izšel naslov JLA zavzela Slovenijo, konce, skratka, so pozdravili okupacijo. Ne. Urednik je bil Milan Meren. No, glavni urednik ozadja je bil svetovalec predsednika Kučana Neven Borak, ki je bil poleg tega tudi v rezervi poveljnik bataljona teritorialne obrambe. In ko je grozilo bombardiranje Slovenije, takrat v tistem drugem valu po Adžičevem govoru, in ko bi izdan napad za ukaz za demonstrativno akcijo proti vojašnicam, ne, povsod po Sloveniji, je on kot poveljnik bataljona ta ukaz enostavno zavrnil. Mislim, da smo zdaj prišli do občutljivih stvari, pa elektrike zmanjkalo. Tako da bi prosil nekoga, da to popravi. Skratka, v tem celem procesu slovenske osamosvojitve, ne, so bili trije takšni valovi, ne, trije sklopi akcij, najprej v katerih se je skušalo na vsak način preprečiti realno osamosvojitev Slovenije, in ta deklaracija za mir je bila drugi sklop, izjemno nevaren. V zgodovini je veliko takšnih slučajev, ko se je za nekaj glasov neko odločitev sprejela. Ne. Pravi, da je ameriški kongres z enim glasom večine izglasoval angleščino za uradni jezik Združenih držav pred nemščino. Pa da je univerzitetni svet, ko se je odločalo o tem, ki je bo prvo univerzo v Sloveniji za 2 glasova izglasoval Ljubljano pred Trstom, kjer sta 2 delegata z Goriške zamujala. No, to ne vem, če je bilo vse točno res. Bral sem o tem, ampak to, da je bil zakon o obrambi, zakon o vojaški dolžnosti in obrambni proračun sprejet z enim ali 2 glasoma, piče demoso je večine, pa zgodovinsko dejstvo. Vedno preverljivo. In to prilično podlago za to, da se glasuje proti tem ukrepom, da se jih zavira, kolikor je možno, so ustvarjali s to deklaracijo. Če bi to deklaracijo podpisal Kohren kot mirovnik, pa pod mladki nekaterih strank in tako dalje,
Glejte, v demokraciji je to vse absolutno, tudi v takih resnih časih, del pač, lahko bi rekli, širšega normalnega političnega dogajanja. Če pa deklaracijo, da se ne potrebuje vojske, podpišejo 4 člani vrhovnega poveljstva, potem pa je to veleizdaja. No in bilo je potrebno veliko poguma, no, da se je ta dejanja s to besedo tudi označilo doslej. Nekaj nas je bilo, ne, ki smo si to drzali, ne, smo tudi si več ali manj nosili posledice, takšne in drugačne. Vsi tisti, ki so pa recimo podpisali to deklaracijo za hitro enostransko razorožitev Slovenije ali kasneje glasovali proti tem realnim ukrepom, so v teh 25 letih življenja samostojne države doživeli nesluteno promocijo. Postali so ministri, predsedniki parlamenta, rektori slovenskih univerz, dekani, mnogi so še vedno, ambasadori te države, šefi javnih podjetij. Edini ste dolge liste, to je treba vedno povedati, ki ni nič napredoval, je Dušan Semolič, ki je še vedno predsednik sindikata. Vsi ostali pa so napredovali, dobili izjemne pokojnine, slave, nagrade, državno odlikovanje. No in v tem je odgovor na mnogo vprašanje, ki si danes postavljamo v Sloveniji, zakaj je temu tako, zakaj se stvari dogajajo tako, kot se dogajajo, zakaj gredo zadeve, ki morali iti prav in so enostavne narobe. Ne? Ker če na neki strateški ravni, nekaj, kar je zgodovina potrdila, da je bilo pravilno ravnanje, če se skuša to diskreditirati, obsojati, omalovaževati, potiskati nekam v pozabo, poveličuje se pa, rekel, ravno nasprotno, tisto, kar je zgodovina zavrnila, kar je rekel, bilo nesporno dejstvo, ko se praktično nič ne govori tudi o dejanskih žrtvah, tukaj nekaj slajdov, ki jih tudi o velikih obletnicah zelo težko vidite v slovenskih medijih, to, da smo jih že mi sami pozabili, to je ta vojna napoved. 27. junija so letale jugoslovanske armade trosile letake po Sloveniji, oddajte se, vsak odpor bo zlo. Podpisan je bil Konrad Kolšek, žal tudi Slovenec, ki je potem takoj dobil slovenski potni list. In rekel, mirno živel v pokoju v Sloveniji. Zanimivo je to, da ta vojna napoved, ki je prišla zgodaj zjutraj 27. junija na telefaks vlade, ni bila naslovena na predsedstvo Republike Slovenije kot suverena in poveljnika, ampak na Lojzeta Peterleta, na predsednika vlade, kjer je bil predsednik predsedstva tukaj s te napovedi izpuščen. To so posledice vojne. Slovenija je trpela sicer v kratki, tudi uspešni obrambni vojni, tudi veliko materialno razdejanje. Cenjena je bila škoda, ker je znaš, da ne govori, vsi so govorili o izbrisanih, pa ne vem čem, nihče o naših žrtvah, o škodi. Ko smo zahtevali, da naše sodstvo procesira tudi to, te pogrebljanje v naših padlih, so bili malo da ne zgroženi. Ko vemo, kako je gospod Masleša pozdravljal agresijo, da se ni začudi, zakaj je temu tako. To so prizori, ki jih mlade generacije ne pomnijo. Če komu pokažeš, mislim, da je to iz Sirije. Danes, govori se o nekaj dnevni vojni, kjer pač ni bilo nič.
in to vse namerno. Ne. Šolskih učbenikih tega zelo malo. Šele ob koncu leta se pride do slovenske osamosvojitve, ko smo v našem mandatu spremenili učni načrt in je šel čez vse komisije, ga je naslednji minister za šolstvo, gospod Lukšič, enostavno preklical, nezakonito, se vam ni nič zgodilo. No in smo danes tam, kjer smo. Ne. In to se je začelo takoj, ne, glede na to, da ker igrali na dve strani ali pa s figo v žepu, recimo ena slika, ki je zelo povedna, je 26. oktober 1991, je Slovenija proslavljala osvoboditev, ne, to je zadnji okupatorski vojak Jugoslovanske armade očel Slovenije. Ne. Ampak prvi govornik je bil koprski župan, Aurelio Jur. Torej, narod je lahko manipulirati, če ne pozna svoje zgodovine, če se ne zaveda lastne identitete, ne, in če se mu bele stvari prodajo kot črne. In to se v Sloveniji dogaja tako intenzivno, da so tisti, ki smo bili zraven, čas pozabimo, kako je to dejansko bilo. Zato se je treba v teh obletnicah spomniti tudi teh težkih stvari. Hvala lepa.